pozdravljeni. Danes se potapljamo v eno res pretresljivo zgodbo. Zgodbo družine Plevanič. Ja, iz Ljubljane. Leto 1941. Čas italijanske okupacije. Tako. Naša podlaga so zgodovinski zapisi, pa tudi časopisna poročila iz tistega obdobja. In cilj tega potopa? Predvsem razumeti, kaj vojna naredi ljudem, ampak ne na fronti, temveč pač doma. Ja, skozi osebno tragedijo Vladimirja in Danice Plevanič, brata in sestre. Oba sta umrla v razmiku samo 2 mesecev. Neverjetno, res. Vprašanje je, kako se je lahko kaj takega zgodilo isti družini. V mestu, ki je na videz relativno mirno pod okupacijo. Poglejva okoliščine. Torej, Ljubljana, pomlad 1941. 11. aprila pridejo Italijani. In takoj spremembe, ne? Posod Mussolinijevi portreti, kraljevi, ulice dobijo italijanska imena. Ja, poskus ustvarjanja neke nove realnosti. Kavarnice so sicer odprte, ljudje hodijo po ulicah, ampak čuti se napetost. Konec aprila, natančneje 26. je ustanovljena osvobodilna fronta. Strah je prisoten, negotovost. Vsekakor. In v tem napetem ozračju se zgodi prva tragedija, že 19. aprila. Komaj dober teden po začetku okupacije. Ja. 8-letni Vladimir Plevanič se igra zunaj na Polakovi ulici v Šiški in ga povozi tovornjak. Verjetno vojaški, čeprav viri tega ne potrdijo eksplicitno. Takojšnja smrt. Časopis kasneje samo suho omeni ime med umrlimi. Za družino starša in 10-letno sestro Danico pa je to seveda nepredstavljiv šok. In takojšen opomin, da vojna prinaša smrt tudi na tak vsakdanji način. Točno. In kot da to ne bi bilo dovolj, pride še hujše. Ja. Komaj 2 meseca kasneje, 23. junija, izgine še Danica. 10-letna. O moj bog, si predstavljamo obup staršev. Iskanje v takem mestu. Ja, mesto je polno vojakov, velja policijska ura, iskanje je mrzlično, nevarno. Upanje pa počasi umira. In konec iskanja. Tragičen. 1. julija najdejo njeno truplo. Kje? Na nekem žitnem polju. Bila je umorjena. Droza. Novica seveda razburka Ljubljano, za starše pa izguba drugega, zadnjega otroka. V 2 mesecih. To je breme, ki si ga težko sploh zamislimo. Gotovo. Viri omenjajo, da so italijanske oblasti sprožile preiskavo. So, ja. 15. julija so aretirali nekega osumljenca, Alojzija Janežiča. Ampak potem so se, kot praviš, pojavili dvomi, govorice. Ja, hitro so se začele širiti govorice. Ali je bil res on, ali pa morda kdo drug. Je bilo kaj bolj konkretnega v teh govoricah? Omenjalo se je italijanskega vojaka. Ampak veste, kako je, to so lahko samo govorice, plod splošnega nezaupanja do okupatorja, lahko pa je bilo kaj na tem. Dejstvo je, da ni dokazov bilo zadoščeno. Še ena odprta rana vojnega časa. Tako. Vojni kaos pogosto prekrije take zločine. Ostanejo neraziskani, nekaznovani. In to pomankanje zaključka je moral biti še dodatno breme. Kako pa so se odzvali mediji, javnost? Verjetno drugače pri umoru kot pri nesreči. Vsekakor. Časopisi so bili pod cenzuro, ampak so poročali. Vladimirjeva smrt je bila nekako zabeležena kot tragična nesreča. Daničin umor pa je sprožil večji odmev. Grozo, sočutje. In strah verjetno. Tudi strah, ja. Starši so postali še bolj previdni. Danica je postala nekakšen tihi simbol nedolžne žrtve teh nevarnih časov. Ta dvojna tragedija res osvetli, kako ranljivi so otroci v takih razmerah. Točno. Otroci niso samo žrtve bomb, streljanja, direktnega nasilja. So žrtve tudi posrednih posledic. Kaosa, povečanega prometa zaradi vojske, pomankanja nadzora, splošne stiske. In čeprav je usoda Vladimirja in Danice edinstvena v tej dvojnosti, žal ni osamljena v tragičnosti. Ogromno otrok je med vojno na Slovenskem izgubilo življenje na različne načine, ki niso bili direktno povezani z boji.
In potem je tu še ta močna simbolika njunega skupnega groba. Ja, starša sta ju pokopala skupaj, na Žalah. Grob Vladimira, rojenega 1933, umrlega 1941 in Danice, rojene 1931, umrle 1941. Res, močan simbol. Simbol neizprostnosti usode, pa tudi združitve v smrti. Predvsem pa opomin na te osebne, človeške tragedije. Tiste, ki jih velika zgodovina s vsemi datumi in bitkami zlahka spregleda. Res je. Ko razmišljamo o vojni, se redko osredotočimo na kaj takega. Torej, zgodba družine Plevanič je res pretresljiv opomin. Opomin na ceno vojne, ki se plačajo vsak dan, med navadnimi ljudmi, daleč od naslovnic. Izguba, ki si zasluži, da se je spominjamo. In morda za konec še ena misel. Veliko govorimo o zgodovinskih prelomnicah, o politikih, strategijah, ampak kaj nam o resnični naravi vojne, pa tudi o človeškem stanju, pove prav ohranjanje spomina na te tihe osebne zgodbe? Zgodbe kot je ta o Vladimirju in Danici, ki nista bila žrtvi neke velike bitke, ampak sta postala žrtvi okoliščin nekega temačnega časa. Kaj nam to pove? Ostanimo s tem vprašanjem.